V prejšnjem videu smo si pogledali, kako rešimo sisteme enačb. Tukaj sem pa pripravila tisto stran, ki je najbolj merodajna pri nas v alfi. Linearna funkcija, se pravi 189, 190, 191 in 192 so naloge, na primer, ki opisujejo najboljš ta potek pri sistemih z dvema neznankama, dve enačbi z dvema neznankama. Pa bomo enih par rešili, da se malo grejemo, potem jih boste še pa nekaj za domačo nalogo, ne. Na primer, gremo kar A primer. Tako, prvi primer je 2x plus y je 4, pa x plus y je 3. Piše, da je potrebno rešiti z zamenjalnim načinom. Zamenjalni način je tak, da iz ene enačbe nekaj izrazimo in vstavimo v drugo. Pa iz prve enačbe izrazimo y, to pomeni y bomo pustili na eni strani, vse ostalo damo pa na drugo stran enačbe. Tako, zdaj vemo, da je y enako minus 2x plus 4 in zdaj moramo to vstaviti v drugo enačbo. Zdaj pa imamo x plus, namesto y napišemo pa vse tole. Pa vstavimo minus 2x plus 4 je 3. X-e, najprej oklepajo odpravimo, x minus 2x plus 4 je 3, minus x je 3 minus 4, minus x je minus 1, pomnožimo z minus 1 na obeh straneh in dobimo x je 1. Vendar s tem še nismo končali. Poudarjam, da je rešitev sistema vedno x in y. Zdaj pa to rešitev vstavimo v y. Y je minus 2x, se pravi 1, plus 4, y je minus 2 plus 4, kar je 2. To pa je zdaj rešitev tega sistema. Dobro, potem dajmo še enega, mogoče z zamenjalnim načinom. Recimo tale je primer. Takole. Imamo zdaj minus 4x plus 2y je minus 1 in pa x minus 3y je 4. Zdaj, vedno ocenite, kaj se vam najbolj splača izpostaviti in ponavadi se najbolj splača izpostaviti tistega, ki je samostojen. Zato bomo zdaj pa iz druge enačbe izpostavili x. X je 4 plus 3y. In zdaj bomo ta del, ta x, vstavili v prvo enačbo. Zdaj bomo tukaj naprej dali. Minus 4, namesto x damo 4 plus 3y plus 2y je minus 1. Pomnožimo. Minus 16 minus 12y plus 2y je minus 1. Zdaj pa imamo. Samo da vidim, če smo se kje zmotili, se mi zdi, da pride tako malo čuden rezultat. Minus 4 krat, tole je x je. To, ja, nič, izgleda vse v redu, bo pač prišel lomek. Se pravi, imamo minus 16, minus 10y je minus 1, minus 10y je minus 1 plus 16, minus 10y je 15, delimo z minus 10 in dobimo y je minus 15 desetin, kar pokrajšamo s 5, pa dobimo 3 polovice, ampak to je šele y. Zdaj moramo pa zračunati še x. X je 4 plus 3 krat minus 3 polovice
x je 4 plus oziroma minus 9 polovic, x je 8 polovic, minus 9 polovic, x je minus 1 polovica. Tako, to bi bilo za zamenjalni način. Zdaj pa gremo rešiti še sistem enačb z nasprotnim, z načinom nasprotnih koeficientov. Tu pa morate vedeti, da je tako se naučite, no. Če se le da, tako rešujte sisteme z nasprotnimi koeficienti. Pa gremo zdaj najprej A primer. Okay. Za metodo nasprotnih koeficientov je zelo pomembno, da podpišete. Pravi 2x plus 5y je 8, pa 4x plus 3y je 16. Zdaj, mi smo rekli tako, da moramo dobiti nasprotne koeficiente pri eni izmed spremenljivk. Sčasoma se boste naučili prepoznati, pri kateri spremenljivki je manj dela. Ni pa važno, pri kateri vzamete. Jaz bom zdaj vzela x. To bom naredila zato, ker ta je 4, tu imamo 4x, tu pa 2x. In najlažje dobim nasprotna koeficienta, če bi tukajle nekako dobila minus 4. Ne? Tukaj imam 4, tu pa minus 4. Ta dva sta si zdaj nasprotna. In to dobim tako, da na tej strani enačbo pomnožim z minus 2. Rekli smo, da ohranjamo enakost, tako da pač delamo vse na obeh straneh enačb. Zdaj pa prvo enačbo pomnožim z minus 2, tako da dobim minus 4x minus 10y je minus 16. Drugo enačbo pa pustim takšna, kot je, ker je že dovolj simpatična. Prepišemo in zdaj, ko imamo enkrat nasprotna koeficienta, se pravi minus 4x pa 4x, lahko te enačbi seštejemo. Ta dva se odštejeta, minus 10y pa 3y je minus 7y, minus 16 pa plus 16 je pa nič. Tukaj imamo krat minus 7, zato delimo z minus 7. In dobimo, da je y enako nič. Ampak sistem ima vedno dve rešitvi, zato moramo še drugo rešitev dobiti. In to bomo dobili tako, da bomo y ostali v recimo prvo. Lahko pa tudi drugo. 2x plus 5 krat y, ki je nič, je 8. 2x je 8, deljeno z 2, x je 4. Se pravi, rešitev našega sistema sta zdaj x je 4, y je 8. Tako, pa še rešimo eno in dajmo zdaj tole E primer. Zelo važno pri sistemu enačb je, da podpišemo. Se pravi, imamo zdaj 4x plus 3y plus 20 je nič. Tukaj imamo pa 20x minus 24y je 56. Vidite, zdaj pa tu ni podpisano. Tu so neke dvojne številke. Tole je nič, pardon. Tu so številke na levi strani, tudi tu pa številka na desni. Zdaj, lahko zberemo, ali damo na levo ali na desno, važno je, da so podpisano. Pa bomo zdaj pri prvi dali na desno. Tako, je minus 20, tu pa imamo 20x minus 24y je 56. Tako, zdaj se odločimo pač za eno spremenljivko, lahko se mogoče za x spet, če imamo tukaj 4, tukaj pa 20, potem je nek skupni imenovalec, kako bi rekli, lahko kar 20. Recimo, da bo tu plus 20, se pravi, moramo tukaj nekako zagotoviti minus 20. In to zagotovimo tako, da tole pomnožimo z minus 5. Važno je, da gledate vedno, ko se odločite recimo za x, samo x-e uravnavate, vse ostalo se bo že potem uredilo, ne? Važno je, da dobimo, s čim množimo. In to je zdaj minus 20x plus 3y je,
to moramo zdaj z vsemi množiti, to se hitro zgodi ta napaka. Se pravi, čisto vsakega v enačbi moramo množiti z -5. Se pravi, minus 15y je 5x20 je 100, ne? Potem imamo 20x minus 24y je 56. In ko imamo enkrat nasprotne koeficiente, minus 20 pa 20, lahko to seštejemo. To je zdaj minus 39y je 156. Zdaj pa, če je sreča mila, se bo tole izšlo, če ne pa smo verjetno nekje kliksnili deljeno z minus 39. Ne boste verjeli, sreča je na naši strani, to je minus 4. Y je torej minus 4. Zdaj pa lahko vstavimo še v eno enačbo, da dobimo drugo rešitev, naprimer izvome v prvo. Se pravi 4x plus 3 namesto y na minus 4 plus 20 je nič. Zakaj sem vzela prvo enačbo, ne to drugo? Recimo, če bi se že malo zgoraj zmotila, bi še vseeno v prvi enačbi bolj natančno vstavila rešitev, ne? Tako dobimo 4x plus 8 je nič, 4x je minus 8, delimo z 4 in dobimo x je minus 2. Takole, ne? To so zdaj tele zadeve. Zdaj še pa domača naloga. Za domačo nalogo imate pa tule b pa zdaj smo h že delali d pa h, razen če smo ga že, mislim, da ne, mogoče smo ga pa, no pa pustimo b pa d, b pa d pa k, iz tehleh dveh pa b pa c pa k pa l, pa recimo še tule a pa b pa mogoče tole pa, če želite. To je pa tak za sprostitev, lahko jo rešite za sprostitev. Drugače pa tele pa rešite in poskusite rešiti doma. Tako. Lepo bodite, pa verjetno bojo rešitve v naslednjem videu, drugače imate pa rešitve za takoj, da si preverite, ali ste delali prav ali ne, tako v učbeniku, ne.